Za lažje razumevanje letošnjih poplav v Zadlogu nad Idrijo si obudimo spomin in poglejmo, kaj se je prav na tem območju dogajalo leta 2010, odkadar so tudi ti posnetki. Dež je padel slab teden. Ker kraško podzemlje vode ni moglo več vsrkavati, se je voda začela zbirati na površju. V obliki potočkov je voda na Zadloško planoto pritekla iz hribov, ki planoto obdajajo. Voda se je iz ure v uro vedno bolj dvigovala, ne glede na to pa ni zalila nobene hiše, saj so starejši ljudje res vedeli, kam hišo postaviti. Iz tega lahko sklepamo, da tovrstne poplave na tem območju niso nikakršen fenomen, čeprav takih razsežnosti kot leta 2010 ni imelo že od 40 let prejšnjega stoletja. Leta 2010 je občina Idrija ukrepala takoj. Zagotovila je nasip peska na cesto od zaselka Kot do zaselka Sreda in tako omogočila prebivalcem zaselkov Sreda, Mačji Kot, Podgora, Bukovška Rovna, Potisov Vrh in Mala Gora nemoten odhod v širni svet. Prebivalci Hudega Kota pa si morajo do kopnega še vedno pomagati s traktorji ali flosi. Flos je prevozno sredstvo, ki ima namembnost enako kot čoln, le da je narejen na veliko bolj enostaven način. Da žled ne bi bil dovolj, je narava poskrbela še za poplave na Zadloškem polju. Prav slednji vedno poskrbijo za večje število sprehajalcev. 6 hiš v zaselku Hudi Kot si mora do kopnega pomagati s traktorji, poštarje na teh domačijah ni, internetno in telefonsko omrežje ne deluje. Če občina ne bi poskrbela za nasip oziroma bilo še več padavin, bi tudi tokrat večji del Zadloga ostal doma. Kdor pa bi si res rad ogledal prave posledice žleda, gozdno polomijo, naj se z dobro zimsko obutvijo odpravi na Zadloškega oršaka, Špičasti vrh. Zavedati pa se morate, da se po običajnih stezah in poteh do vrha enostavno ne da.